Razstava, ki so jo v Posavskem muzeju Brežice odprli pred enim letom, je bila nekakšen uvod v praznovanje 70-letnice muzeja in je posvečena ustanovitelju, skrbnemu zbiratelju, slikarju in dolgoletnemu ravnatelju Posavskega muzeja Brežice Franju Stiplovšku in prav tako njegovi soprogi Ivi. Njen večji del so prenesli v Mestni muzej Krško, razstava pa zdaj v sliki, besedi in s predmeti prikazuje začetke muzealstva v Posavju, ki segajo v leto 1939. Tu je bilo leta 1939 ustanovljeno Muzejsko društvo za politična okraja Krško in Brežice in v letu 1940 je tu v Krškem začela delovati prva muzejska ustanova v Posavju. Šlo je za Mestni muzej Krško, ki je bil odprt novembra 1940 in prva postavitev je bila umeščena v takrat tudi že desakralizirano cerkev Svetega Duha, se pravi v današnjo galerijo Krško. Na ogled je skrinja in tudi fotografija te postavitve. Imamo pa tudi vitrine, ki jih še kar uporabljamo. Danes je tu predstavljen slikarski pribor Franja Stiplovška, ampak to je dejansko del teh prvih vitrin, ki so stale tudi v prvi muzejski postavitvi tu v Krškem. Po spletu okoliščin po drugi svetovni vojni se je moral muzej iz Krškega preseliti. Ker so v prostorih tega Valvazorjevega kompleksa, te prostore so začeli uporabljati v druge namene in je takratni vodja muzeja, se pravi gospod Stiplovšek, dobil že decembra 1948 navodilo, da mora izseliti muzejsko postavitev. Prostore je našel v Brežiškem gradu, kjer je svoja vrata pred 70 leti prvič odprl Posavski muzej Brežice. In to je tudi ta zgodba, ki jo kaže postavitev razstave v Mestnem muzeju Krško. Avtorice izpostavljajo častilca starin in starinokopa Ota Aumana. Je pa imel tu v Krškem svojo privatno zbirko starin in okamenin in ta zbirka je bila pravzaprav njemu ta osnova za prizadevanje, da je potrebno na muzejskem področju kaj več narediti od tega, da so samo privatne zbirke. In v to inicijativo je bil potem pritegnjen tudi Franjo Stiplovšek, pa tudi Vladimir Štoviček, poleg ostalih pomembnih mož tu v Krškem in v Posavju. In tako se je potem dejansko ta ideja po muzejski službi tudi razvijala. In je tudi danes zelo živa, saj je Posavje prostor, ki je kar gosto posejan z muzejskimi ustanovami. Nas pa seveda veseli, da smo dobili od Posavskega muzeja v goste tudi en del slikarskega opusa Franja Stiplovška. Izbrali smo motive, ki se vežejo na Krško. In sicer nekaj je platen, tule je tudi ena krasna grafika, barvni lesorez, in pa Stiplovškov portret Ota Aumana, to je risba z grafitom, s svinčnikom. Vmes imamo pa umeščeno Stiplovškovo delo Veliki kamen. Ta slika je javnosti prvič predstavljena, gre pa za delo, ki ga je Kulturni dom Krško oziroma Mestni muzej uspel pridobiti v lanskem letu. Tako da imamo poleg krških motivov tu Veliki kamen, ki je tule seveda predstavljen res samo kot motiv, kot en pejsaž ali pa kot krajina, ampak Veliki kamen je tudi pomembno arheološko najdišče in z tega vidika je tudi prav, da je umeščen tudi kot lokacija v to razstavo. Razstava je seveda tudi poklon prvemu ravnatelju Posavskega muzeja, slikarju Franju Stiplovšku in njegovi soprogi in muzealki Ivi Stiplovšek. Tu jo seveda spoznavamo predvsem kot študentko umetnostne zgodovine in tisto osebo, ki je potem delovala ob možu, mogoče manj izpostavljena v določenem delu, ampak ker je ga za toliko let preživela in je res dejansko do konca življenja bila prisotna v muzejskem prostoru, je postala kar neka ikona posavskih muzejev ali pa Posavskega muzeja Brežice. Razstava je na ogled do 2. februarja 2020.